To je Mustang in ni električen. To je Mustang in je V8. Amen. Vem, ja. Zame je danes v času elektrifikacije že samo to dovolj dober razlog, da mu dam odlično oceno. K sreči še vedno leti in ima po tovarniških podatkih zdaj celo za 1 km/h večjo končno hitrost kot prej, torej 250 namesto samo 249, pa ima 7 konjev manj moči. Se ukvarjam z malenkostmi, ampak namenoma, ker ta novi Mustang v resnici sploh ni toliko nov. Motor, kot slišite, je praktično enak kot prej, potem avtomatski menjalnik tudi, 10 prestav ima še vedno, čeprav bi si tukaj ful rajši omislil 6-stopenjski ročni tremek, ker je totalno hud in je iz starega Shelbyja GT350. Kaj je še novega? Spredi so mačkan ožje lučke, bolj take agresivne, potem tiste nalepke, če si omislite različico Dark Horse, pa tale logo zadnji je tudi čist drugačen, ne? Konjska glava. Bolj pomemben za vsakega pravega voznika bo pa to, da ima ta še bolj zmogljive zavore Brembo, res dobro grizejo diske in pa seveda podvozje MagneRide. To naredi tisto razliko, ko lahko celo avto, kot je Mustang, voziš vsak dan ali pa z njim režeš ovinke na prazni cesti, tako da mirno lahko rečem, da je to najbolj vozniški serijski Mustang do danes. Aktivno vzmetenje ves čas zelo učinkovito prilagaja blaženje, tako da lepo utrdi, ko fajn zavijam, in je še vedno dovolj mehko, ko grem naravnost. Tako da to je pomembno pa avto s toliko moči, ker jo res hočem izkoristiti, ker kdo pa ne bi, ko tam ne spredi poje V8, a ne? Vem, da ga je treba pokazati. 5 litrov delovne prostornine ima, 334 kW zdaj, to je 453 konjev. Pravim zdaj, ker sem mu še mačkan omejil moč v primerjavi s prejšnjim in seveda ameriškim, ki ima pa lahko 500 konjev, a ne? Ker prvnih pa je očitno ni važen, kaj pride iz onih 4 cevi tam zadnji. K sreči se zelo rad vrti, največjo moč doseže pri 7250 vrtljajih in temu jaz pravim veselje. Pri tem je pa zraven še delna zapora zadnjega diferencijala, zato ovinke požira kot za šalo. In vodljivost je še boljša, volan je bolj direkten kot prej, čeprav še vedno ni občutek na njem toliko dober, kot je lahko pri kakšnem evropskem avtu. Lahko pa nastavljate trdoto. Tukaj so potem še odlične gume, veliko moči, a sem že omenil super zvok 8-valjnika. Pa super sedeže Recaro, res ga je veselje peljati na ježo. Ne ukaz, v galop. Spet sem se moral ustaviti, ampak samo na hiter. Kabina je tudi izboljšana, nekaj gumbov so k sreči ohranili tukaj, je pa tudi tole zelo dober poštiman, ker ima Ford enega boljših sistemov za upravljanje tudi med vožnjo, se kar hiter znajdem. Pa tale zaslon je tudi dober in sistem ima Unreal Engine, kar v eni videoiger zelo dobro poznamo, zato je takšna lepa grafika. Mene sploh všeč tale retro dizajn, lahko so pa tudi bolj moderni, a ne? Dobro se počutim za volanom, ker je prostora velik, sedeža sta tudi za Američane, zadaj pa ni za sedeti, ampak bolj za vršt kakšno torbo ali pa kaj podobnega. Isto prtljažnik, torbe ja, pralni stroj ne. Ampak ni toliko majhen, po litrih je podobno velik kot v Focusu. Gremo naprej. Konji so žejni, to je jasno. Če boste ves čas poslušali tole razgetanje, boste težko skajali z manj kot 14 litri na 100 km, tako da vas bo Mustang ves čas opominjal, da je tole muscle car, avto z mišicami, a ne? Rad jih pokaže, mogoče jih je prejšnji s svojim izgledom še malo bolj, ampak če je takšen temen in s pravo mašino, je užitek zagotovljen. Bolj kot kdajkoli prej in čeprav to ni ultimativen stroj za napadanje ovinkov, se boste v njej smejali tudi takrat, ko se boste vozili naravnost. Ali pa stali na mestu in kurili gume.